Janša! 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 Pomoć Sloveniji! Vete malo zadnje! Dragi ustrajniki! Lapci! 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 Dragi ustrajniki! Lastnim imenu svoje družine vam zahvaljujem, da ste 6 mesecev vztrajali v mrazu, na soncu, v dežju, tukaj pred to hišo sramote. Ne sliši se! Za marsikoga, ki je to spremljal daleč, to niti ni bil tako dolg čas. Za vas, verjamem, je bil ta čas dolg, predolg. Tudi ta čas, tudi zame je bil ta čas dolg, predolg. Za mojega najmlajšega sina to pomeni skoraj polovica njegovega življenja. Vendar pa ste s tem svojim vztrajanjem dokazali, da v Sloveniji še vedno obstaja upanje. Niti enkrat niso takole snemali. To upanje v teh časih ste vi. V teh časih, ko se je pravzaprav pozabilo, ko so mnogi pozabili, na kakšnih temeljih je Slovenija sploh nastala, ste vi to znanje, ste vi to spoznanje, ste vi to vedenje, ste vi te vrednote tukaj, na teh stopnicah, pred tem sodiščem, na tem prostoru, na tem trgu, v tem parku tam zadaj, obujali in za tem mikrofonom, jaz sem veliko tega poslušal, je bilo povedanih v teh zadnjih 6 mesecih ogromno pravih besed. Če bi te besede slišala vsa Slovenija, potem bi danes lahko rekli ne samo, da smo na koncu začetka, ampak da smo na koncu neke poti in da je pred nami samo še prihodnost, kakršno smo vsi želeli takrat, ko je Slovenija nastajala. Ne sliši se! Tehnika, ne sliši se! Ne, po mojem služi. Sabotaža. Sabotaža. Torej bomo počakali, da popravijo. Tako je. Če smo čakali 6 mesecev, bomo šli. Ja. Tako je. Janša! 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 No, dej. Se zdaj slišimo. Janša!
tako. Res. Samo dušek ne bo. Niti enkrat. Zdaj pa še lepajo gor hudiča. Prej pa nikoli ne bo. Ne bo. Torej, 6 mesecev kamer ni bilo, zdaj so, tako da moramo biti zadovoljni. Koliko TV smo morali iti pa še RTV, pa še RTV, ja. Banda hudičev, da so prišli ven sploh komaj. Ja, niso potem niti ven. Jaz sem to kliši, da popred zdaj. Točno tako. Po teh 6 mesecih vztrajanja, iskrena zahvala vsem, ki ste vztrajali, iskrena zahvala kolegi odbora 2014. Vi ste tisti, ki ste v teh časih Slovenijo spreminjali tako, kot jo nek drug odbor pred 25 leti. Tudi takrat na Roški ni bilo kamer, prišle so šele takrat, ko so nas spustili. Ja, tako. Hlapci! 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 No, vendarle pa je peščica pogumnih slovenskih novinarjev v medijih, ki se jih da nažalost prešteti na prstene roke, pa vseeno pošteno obveščala, zato vsaj del Slovenije ne samo, da pozna resnico, ampak si lahko svoje mnenje ustvari na podlagi tega, da jim je bila prikazana, da sta bili prikazani obe plati medalje. Največji problem Slovenije je, da se ljudem odreka pravica do objektivnega informiranja. Tako je! Bravo! V bistvu je to zanikanje temeljne človekove pravice do obveščenosti. Kako naj se človek pravilno odloča, če ni obveščen? Ja, tako je. Točno. Slovenija bo drugačna, ko se bodo ljudje lahko sami prepričali, kaj je res in kaj ni res. Dokler pa bo resnico tisto, kar se zaukaže, pa bo svet ali pa bo Slovenija na robu tega, da pade stečaj. V zadnjih letih smo prišli tako daleč. Smo na robu tega, da svet pade stečajev. Svet pa pade stečajev takrat, kadar ni pravice. Današnji dan je, tako kot je dejal že eden od predgovornikov za tem mikrofonom, konec nekega začetka, vendar še ni konec poti. Sodba v zadevi Patria je samo eno od tisočih krivičnih sodb, ki so jih v zadnjih desetletjih izrekla slovenska sodišča. Niso vsi sodniki slabi, ne sodijo vsi krivično, vendar pa se je načrtno gojila negativna selekcija in bolje nekdo sodil krivično, više je priplezal po sodni hierarhiji. Zaradi tega je zahteva, kateri ste prej govorili, pa tudi že tukaj, da se slovensko sodstvo prečisti, da sodijo tisti, ki niso kršili človekovih pravic. Eno od temeljnih zahtev celotne Slovenije. Ne samo civilne družbe, ne samo demokratične politike, ampak vsakogar, ki si želi normalnega življenja zase in za svoje otroke.
Dragi prijatelji, teh, še posebej zadnjih dneh, se je velikokrat govorilo o 175, 176 dneh, o 5-6 mesecih, vendar pa zadeva Patria ne traja samo 6 mesecev, traja 6 let. Ja, res je. Traja 6 let. V času teh 6 let so šli Slovenci 7-krat na volitve in 5-krat na referendum. Samo v času teh zadnjih 6 mesecih, pred je prišla ta današnja odločitev Ustavnega sodišča, ste šli 2-krat na volitve. In poglejmo zdaj, kakšni so rezultati, ki jih vsi vi, pa ne samo vsi vi, ki jih 2 milijona Slovencev, pa tudi 10 tisoč tistih, ki so se v tem času iz Slovenije odselili, čutimo na lastni koži. V teh 6 letih je naš javni dolg plezal iz 8 na 30 milijard. Danes se govori, da imamo 2-odstotno gospodarsko rast. To je polovico tega, kar damo na leto za plačilo obresti. Še enkrat večjo gospodarsko rast bi morali imeti, da bi s tem dobili notri samo tisti denar, ki ga dajemo za plačilo obresti. V tem času je po podatkih gospodarske zbornice delo izgubilo 91 tisoč ljudi v gospodarstvu. In v tem času se je iz Slovenije odselilo na 10 tisoče izšolanih mladih, ki tukaj nimajo kruha. To je cena, ki jo plačujemo za selektivno pravico. To je cena, ki jo 2 milijona Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov plačuje za to, ker se namesto pravice deli krivice. Dober je, zdaj se Zaradi tega so te vaše zahteve ne samo zahteve po reformi pravosodja, zahteve po več pravice, ampak so to tudi zahteve po več blaginje. Kajti brez pravice tudi blaginje ni. In tisti, ki so vam včasih rekli, morate se ukvarjati z bolj pomembnimi temami, nimajo prav. Ni bolj pomembne teme in bolj pomembne vrednote, kot sta pravica in svoboda. Tako je. Dragi prijatelji, veliko ur. Mislim, da mi nekdo kaže, da... Ja, na odbor, ja. Dragi prijatelji, veliko ur ste ostali tukaj, vendar ni bilo za mano. Imel sem priložnost prebrati praktično vse govore, ki so mi tukaj povedani, slišati vse pesmi, ki so mi tukaj prebrane ali zapete. In lahko rečem, da odkar je išla leta 1997, 57. številka Nove revije, v Sloveniji še nikoli ni bilo v tako kratkem času na enem mestu toliko tehtnih misli, toliko vsebine, ki obeta boljšo prihodnost. Zato je treba vztrajati še naprej. Pred nami pa so tudi prazniki in praznujte zavestjo, da ste v zadnjih mesecih naredili nekaj dobrega.
Bomo. Če to mogoče kdo še ne vidi, ali če vam tega ne priznajo, prišel bo čas in ta ni daleč, ko se bo to priznalo. Svoboda Ivanu, svoboda Tonetu, svoboda Sloveniji. Svoboda Sloveniji. Svoboda Sloveniji. Svoboda Sloveniji.